Slovenc, tvoja zemlja je prava in pridnim nje lega najprava. Polje, vinograd, gore, morje, ruda, kupčija, tebe redi. Za uk si prebrisane glave in čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Na-da-dej-de-de-do, la-da-dej, la-da-da-dej, la-ya-da-do, la-da-dej, la-da-dej-o, la-da-la-da-la-da-dee, da-da-do, la-da-dej, la-da-la-da-la-da-dee, a-do, la-da-da-dee. Glej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok je mati ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal. Polje, vinograd, gore, morje, ruda, kupčija, tebe redi. Iščete sreča, ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava, pridnim nje lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kupčija, tebe rede. Ena najbolj čudovitih budnic slovenske literarne dediščine, Dramilo Valentina Vodnika, je danes zaživela v povsem novih ritmih, kot bi tradicijo in zanos ter sporočilo ponesel nov sodoben veter. Zahvala za ta čudoviti uvod gre današnji glasbeni gosti, Zvezdani Novaković, vsestranski glasbeni ustvarjalki, ki še posebej uživa v interpretaciji naših tradicionalnih zgodb. Vodnikovi verzi pa so še kako aktualni tudi v današnjem času, poudarjajo zgodovinsko tradicijo slovenskega kmeta in ga dregajo za pogled v prihodnost. Zato ne čudi, da jih je Zadružna zveza Slovenije vzela za svoje in da z njimi otvarjamo dogodek, kot je današnji. Dragi gostje, dobrodošli na kongresu Zadružne zveze Slovenije z naslovom Na temeljih tradicije v poslovni model prihodnosti. Posebej smo veseli in počaščeni in prisrčno pozdravljamo današnjega častnega gosta, predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo.
Prisrčen pozdrav tudi ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jožetu Podgoršku. In prav tako srčna dobrodošlica generalnemu sekretarju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospodu Andreju Čušu. Ter seveda prav vsi gostje dobrodošli. Naslov današnjega kongresa sicer obljublja pogled naprej v prihodnost, a prepričana sem, da bo danes spregovorila tudi energija trenutka. Prvo srečanje v živo po tem težavnem obdobju nam daje zanos in vzpodbudo, tako nekako kot vodnikovo dramilo. In v tem stilu bo gotovo sledil tudi pozdravni nagovor gostitelja današnjega dogodka. Z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabim predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Boruta Florjančiča. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na odru. Hvala. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani minister, gospod dr. Jože Podgoršek, spoštovana državna sekretarja Andrej Čuš, gospod Aleš Irgolič, spoštovani evropski poslanec Franci Bogovič, spoštovani stanovski kolegi, predsednik Kmetijske gozdarske zbornice Roman Žveglič, predsednik sindikata gospod Anton Medved, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Mager. Spoštovani visoki gostje, predstavniki državnih inštitucij, vodilnih organizacij v kmetijstvu, spoštovani naši podporniki. Spoštovane zadružnice in zadružniki, iskren zadružni pozdrav vsem. Zahvaljujem se predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospodu Janezu Janši, da si je vzel čas in je danes tukaj z nami. Vem pa, da nas vse veseli, da smo lahko ponovno v živo skupaj. Za nas zadružnike, kot za celoten kmetijski sektor, je pomembno, da s vsemi državnimi inštitucijami delujemo, gradimo, se dopolnjujemo. Pri razhajanjih pa smo sposobni skozi razpravo priti do rešitve. Ob vsem tem vedno upoštevajoč naš cilj, se pravi obstoj, razvoj kmetijstva in podeželja. Prisotnost vas, najvišjih predstavnikov naše države, je pokazatelj, da smo zadružniki. Priznani kot ključni deležnik v ustvarjanju kmetijske politike. Priznani kot sistem, kot največji odkupovalci in skrbniki podeželja. In ne nazadnje spoštovani kot najstarejša oblika povezovanja kmetij s 150-letno tradicijo. Današnji zadružni kongres je prvi v takšni obliki, posvečeni prihodnosti zadrug in s tem tudi zadružnega sistema. Seveda je velik delež naše kmetijske prihodnosti odvisen od strateškega načrta skupne kmetijske politike, od programu razvoja podeželja. Zadružniki smo preko Zadružne zveze strokovnih odborov močno, aktivno vključeni, saj vemo, da le pravilno usmerjen strateški načrt in prave odločitve bodo pripeljale do zaželenih sprememb. Danes pa ostanemo doma. Z našega domačega praga poglejmo, kaj želimo postati. Dovršeni, učinkoviti, veliko bolj odporni na izzive trgov. Postanimo ustvarjalci trendov. Imamo močne temelje, cel niz odlično poslujočih zadrug. In z našim pogumom, vztrajnostjo, delovnostjo, kot umnim kmečkim gospodarjem nam bo seveda uspelo vstopiti tudi v te nove sodobne oblike poslovanja. Digitalna transformacija je eden glavnih povezovalnih vidikov. So ključni za ohranitev in napredek, tehnološki in inovativni razvoj zadrug in s tem članom kmetij tudi prihodnje. Znanje, izkušnje, dobre prakse in vizijo digitalnega razvoja zadrug, katere nam bo danes predstavil docent dr. Primož Banovec iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter gospod Danijel Kastanjevic, predsednik Konfederacije zadrug Friulije Julijske krajine, so eni izmed gradnikov, na katerih moramo skupaj v duhu zadružnih načel graditi naprej. Za nami čas epidemije, leto izjemnih naporov, številnih državljanov in prav je, da se zahvalimo vidnim in nevidnim borcem v tej bitki. Od kmetov, delavcev v zadrugu, živilski industriji, do trgovcev, do državnih inštitucij, zaposlenih v bolnicah, pokojninskih domovih. Vsem hvala.
Državne pomoči v kmetijski panogi v okviru zakonov PKP so bile številne. Za njih se zahvaljujemo. Bile so nujne in so resnično pomagale kmetijam in zadrugam prebroditi to krizo. Vendar so pred nami težki časi. Kmetijstvo se sooča z enim največjih razkorakov med ceno vhodnega kmetijskega repromateriala in cenami končnih kmetijskih izdelkov. Ravnovesje na trgu je porušeno. Porazdelitev zaslužka se je absolutno preveč prevesila na drugi konec verige. Na nas je, da z vsemi možnimi ukrepi in delovanji za našega kmeta, za nas same zadruge popravimo to razmerje. Od shem kakovosti, sledljivosti, masnih bilanc, gradnje močnih pogajalskih pozicij zadrug, novih pogodb s trgovci, živilsko industrijo, povezovanja na nabavnih in prodajnih trgih in o prepoznavnih zadružnih blagovnih znamkah ter ne nazadnje s posodobljeno prodajno mrežo zadrug, ki bo kupcu na sodoben, zelen in digitalen način bliže in tudi v mestih. Zavedanje, da moramo postati prehransko bolj neodvisni, ne sme biti zgolj tema za medije samo iz časov začetka epidemije. Tistih par dni smo se vsi ustrašili, kako bo s hrano. Takrat smo se zavedali ranljivosti dostopa te osnovne življenjske dobrine. Naša hrana mora postati resnično cenjena in to ne le v oglasih naših trgovcev. Kmetje morajo za svoje delo dobiti pošteno plačilo. Spoštovani vodje zadrug, predsedniki, direktorji, bodite gibalo razvoja, spodbujajte svoje ekipe, kot ste jih do sedaj. Pomagajte jim z dopolnjevanjem z novimi znanji in ne nazadnje z novimi kadri in strokovnjaki. Povezujte se na tej poti. Sprememba vedno predstavlja izziv za posameznika, za kolektiv, za družbo, pa vendar je to pot lažje prehoditi skupaj. Kdo se tega zaveda bolj, kakor vsi mi, ki delujemo v kmetijstvu, ki zahteva trdo, predano, povezano delo, ne glede na vreme ali tržne razmere. Današnje srečanje je uvod v skupen projekt z vami zadrugami. Vabljeni, da z ekipo Zadružne zveze s pomočjo zunanjih strokovnjakov postavimo povezane projekte posodobitve procesov in digitalizacije znotraj vaših zadrug. Verjamem, da bo današnja razprava in predavanje in razprava ter predstavljena vizija navdih, da zberemo pogum za to odločilni korak v prihodnost, ki nas ne čaka. Saj le skupaj lahko oremo ledino. Hvala vsem prisotnim, da ste se odzvali na naše vabilo. Skupaj s sodelavci Zadružne zveze Slovenije vam želim razburljivo digitalno potovanje, veliko novih idej in prijetno druženje. Hvala za pozornost. Najlepša hvala predsedniku Zadružne zveze Slovenije, gospodu Borutu Florjančiču. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, zdaj pa z velikim veseljem in spoštovanjem na oder vabimo častnega govorca kongresa, predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani gospod predsednik, gospod Borut Florjančič, spoštovani zadružnice in zadružniki, spoštovani kolegi iz vlade, evropski poslanec, spoštovani gostje. 150 let je dolga doba, 150 let je čas, v katerem se marsikaj zgodi, se marsikaj rodi, umre, nastane in izgine. Slovensko zadružništvo je staro 150 let in še vedno živi. To pomeni, da je nastalo na realnih osnovah, da je bilo organizirano okrog realnih potreb in da vse to obstaja tudi še danes. Kot je rekel prej že gospod Florjančič, na začetku lanskega leta smo se soočili z pandemijo koronavirusa. Takrat se je nekaj tednov zdelo, da so vse logistične verige razpadle. Številne države so imele velike težave pri oskrbi z različnimi surovinami in tudi s hrano. S hrano, higienskimi pripomočki in potrebščinami. Zdaj naenkrat se je zazdelo, da se vračamo nazaj v železno dobo, ko ni več samoumevno, da so neke pridobiti civilizacije
tukaj in ko ne verjamemo več, da so dane enkrat za vselej, da se ne bo nič zgodilo. In še posebej smo se takrat zavedli, da hrana ni zgolj nek produkt, po katerega greš v trgovino, je vedno tam, imaš veliko izbiro, ampak da je to strateška surovina, mogoče se je celo kdo takrat zavedel, da je to najbolj strateška surovina. Brez bencina, brez elektrike je težko. Civilizacija lahko tudi propade, vendar verjetno človeštvo preživi. Brez hrane pač ne preživimo niti en teden. In zaradi tega je to, kar vi počnete, več kot neka gospodarska dejavnost. Je tudi več kot zgolj ohranjanje poseljenosti podeželja ali razvoja podeželja ali skrbi za enakomeren razvoj države. Je strateška dejavnost. Od lanske pomladi poteka tudi v okviru Evropske unije razprava o tako imenovani strateški avtonomiji. In seveda tukaj je tudi razprava o evropski kmetijski politiki. Zdaj, hvala Bogu, so tisti, ki so ustanavljali Evropsko unijo, so se zavedali pomena hrane, kmetijstva, oskrbe, samooskrbe. In kmetijska politika je eden od stebrov Združene Evrope in je v času po drugi svetovni vojni tudi zagotovila, da celina ni stradala, da se je po tem novem pristopu proizvajalo tudi več hrane, kot smo jo bili sposobni potrošiti, in je Evropa postala marsikje velik izvoznik. Seveda pa je ta skupna kmetijska politika prinesla tudi določene probleme. Nismo vsi v Evropi, ki proizvajamo hrano, v enakem položaju. Tukaj je veliko mehanizmov, ki skušajo zadeve izenačiti, so pa tudi mehanizmi, ki mogoče niso dovolj dodelani, se pravi, nas tudi na tem področju čaka še veliko dela. Zdaj, prej je predsednik govoril o verigi proizvodnje, shranjevanja, prodaja hrane. In tukaj so nesorazmerja. Moj kolega kmetijski minister na to vedno opozarja. Ko sprejemamo različne ukrepe, skušamo v te ukrepe vključevati tudi odgovore pač na ta izziv. Ni pa to vedno enostavno, ker se tukaj spopadata dva principa, princip tržnega gospodarstva in princip strateškega pomena, in je vedno treba iskati ravnotežje. Treba vedno iskati ravnotežje, in ker smo del skupnega evropskega trga, tudi skupne evropske kmetijske politike, je ta zahteva še toliko bolj težka oziroma je ta dilema še toliko bolj zahtevna. Zdaj, zadruge veliko naredite za to, da je pač problem lažji ali pa lažje rešljiv. Mislim, da preko zadrug, da se v Sloveniji odkupi okrog 80% vse hrane. In tukaj je, kot ste napisali tudi v motu tega kongresa, v prihodnjem poslovnem modelu z uvajanjem novih tehnologij, digitalizacije, pametnih vasi in tako naprej, možno iskati odgovore tudi na te izzive. Tako da me zelo veseli, da prepoznavate pač to priložnost. In jaz osebno, mene osebno ne skrbi za prihodnost slovenskega kmeta. So izzivi, ki jih mora tudi vlada pomagati, da se nanje prav odgovori in da se obvladajo, ampak slovenski kmet je bil v slovenski zgodovini vedno tisti, ki je z nekim zdravim razumom ali, kot pravimo, zdravo kmečko pametjo bil sposoben prestati tudi najtežje čase. Tudi najtežje čase in tudi takšni so bili v naši najnovejši zgodovini.
Letos obhajamo 30. rojstni dan samostojne Slovenije, slovenske državnosti. In slovenski kmet je bil že na samem začetku tisti, ki je svojim pogumom preko Unionske dvorane, Cankarjevega doma, Kongresnega trga z ustanovitvijo prve neodvisne stanovsko-politične organizacije Slovenske kmečke zveze oral ledino pri demokratizaciji Slovenije. In ko je bila ta ledina zorana, so šele nastali pogoji za slovensko osamosvojitev. Tako da se danes spominjamo tudi gospoda Ivana Omana, Ivana Pučnika, dr. Franca Zagožna, pogumnih ljudi, ki se niso zavedali samo pomena tega, kar delajo v smislu opravljanja poklica ali poslanstva, ampak tudi pomena širših razmer, pomena svobodnega, demokratičnega življenja, ki omogoča, da je pošteno delo tudi pošteno plačano, nagrajeno in da tisti, ki dejansko največ prispevajo k razvoju, lahko o korakih tega razvoja tudi odločajo. In lahko rečem, da je po 30 letih slika še vedno zelo podobna. Slovensko podeželje, slovenski kmet je del tiste zdrave optimistične Slovenije, ki se zaveda, da denar ne raste na drevesu, da se je treba zelo potruditi za to, da nekaj ustvariš, da ni problem v tem, samo v tem, kako ustvarjeno deliti, kar marsikje poslušamo, ampak da je najprej treba nekaj ustvariti, da se treba potruditi, treba biti inovativen, je treba biti pogumen, vztrajen, tudi potrpežljiv, zato da to ustvariš in da tisti, ki ustvarja, mora imeti tudi prvo besedo pri delitvi ustvarjenega. Zdaj ta zdrav duh preveva tudi slovensko zadružništvo, praktično od samega začetka in želim vam, da bo tako tudi v prihodnje, oziroma prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje, tako da vam želim uspešno delo na današnjem kongresu in veliko poguma, optimizma in zaupanja ali pa poguma pri gradnji novih poslovnih modelov, ki se nakazujejo in ki ste jih zelo, pogumno vključili v svoje programe in v svoje delo, v programe izobraževanja. S tem pristopom bodo šle stvari na bolje. V Državnem zboru je tudi nov zakon, ki ste ga pripravili skupaj, ministrstvo in zadružniki, in verjamem, da bo tudi s to novo zakonsko podlago ustvarjena še dodatna stopnička za razvoj slovenskega zadružništva. Srečno. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije. Zdaj pa na oder z veseljem in spoštovanjem vabimo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jožeta Podgorška. Spoštovane kmetice, spoštovani kmetje, drage zadružnice, dragi zadružniki, spoštovani predsednik Zadružne zveze, gospod Fabjančič, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani gostje. Verjetno je danes dan, ko je bolj pomembno to, da se vidimo, kot to, kaj si bomo povedali, ker smo po dolgem času ponovno skupaj in si lahko zazremo v oči. Verjetno nam je epidemija pokazala, da smo mnogo bolj socialna bitja, kot smo si to pred epidemijo sploh dovolili misliti ali drznili gledati na socialni vidik. Pa vendarle mi dovolite tudi nekaj vsebinskih misli, da se ne bomo samo gledali. Epidemija nas je marsikaj naučila in pred enim letom in pol oziroma marca lansko leto smo tudi na našem ministrstvu s strahom gledali v naslednje dneve, tedne in
gledali, ali imamo dovolj osnovnih surovin za to, da ne bomo lačni, da bomo zagotavljali hrano za slovenske potrošnike. Skupaj z resornim ministrstvom za blagovne rezerve smo tudi blagovne rezerve prečesali, pa ugotovili, da imamo dovolj pšenice, dovolj moke, dovolj nekih osnovnih sestavin. Kje smo padli? Na kvasu. Kljub osnovnim surovinam nismo imeli možnosti, oziroma nas je bilo strah, da nam bo zmanjkalo kruha v Sloveniji. Hvala Bogu se to ni zgodilo in vendarle nas je ta epidemija navdahnila z nečim, da moramo v vsaki državi Evropske unije zagotovo poskrbeti vsaj za osnovno prehransko varnost. Kljub enotnemu trgu, kljub prehodu oseb in blaga iz ene države v drugo državo. Ta epidemija nas je naučila še nekaj in upam, da bomo čim prej premagali epidemijo, pa ne pozabili na to, na kar nas je opozorila. Opozorila nas je na naslov današnjega, oziroma na temelj, na moto današnjega dogodka. Na povezovanje, sodelovanje in oblikovanje verig. Praktično smo se ukvarjali s težavami tistih, ki so bili v, recimo temu, 29-letni zgodovini Slovenije prosti na trgu, iskali svoje dnevne priložnosti in bili v 29 letih bolj ali manj uspešni. V času epidemije se je to končalo in so delujoče verige delovale še naprej, medtem ko nove se pa v tem tako kriznem času niso uspele tako na hitro zgraditi. In lep dokaz, da je sodelovanje in povezovanje temelj našega bodočega kmetijstva, je zagotovo mlečni sektor, ki je lani odgovoril s pravimi rešitvami na ključno težavo, kam slovenskim mlekom. In si upam trditi, da je tudi ta delujoča veriga skupno akcijo naredila tiste korake, da na koncu nismo imeli vprašanj, kam slovenskim mlekom iz slovenskih kmetij. Ampak je mlečni sektor deloval praktično nemoteno naprej. Upam, da, kot sem že dejal, se epidemija čim prej konča. In verjamem, da se bo. In sedaj bomo na vrsti mi, kmetje, zadružniki, da začnemo v verigi oblikovati poslovne procese, modele, zato da bomo lahko zagotavljali primerne cene v tej celotni verigi. Res je, ta vlada ima velik posluh za kmeta. Mislim, da smo tudi z ukrepi dokazali, preko 50 milijonov je že šlo oziroma še bo šlo za nadomestila za izpade dohodka, za pomoč kmetijam v težavah in tako naprej v času korona krize. Ampak brez vas tudi politika ne more oddelati svojega dela. Že omenjeni zakon o zadrugah prinaša eno novost, oziroma sprememba zakona o zadrugah. Prinaša to novost, da bomo lahko s pomočjo tega zakona vendarle nagradili najboljše zadruge. Tiste, ki delate kaj več v svojem okolju, ne zgolj svoje osnovno poslanstvo, povezovanja, združevanja, ampak želimo v zakonu opredeliti, oziroma smo opredelili tudi zadruge s posebnim pomenom. Torej, dajemo priložnost za to, da zadruge postanete najboljši v teh svojih lokalnih okoljih. Da se ne ukvarjamo vedno samo z zadrugami v težavah, to je bil pomemben del spremembe tega zakonskega paketa, ki je bil že omenjen. In za katerega upam, da ga bomo morda še pred poletjem obravnavali tudi v Državnem zboru. Dovolite mi, da danes vendarle rečemo, da je ta dan v bistvu dan povezovanja, sodelovanja, to, kar v Sloveniji delamo že skoraj 150 let. In to, kar je v zadnjem letu postala naša potreba, naša stalnica. In še enkrat res želim, da ne pozabimo teh mesecev, da se iz njih naučimo in da vemo, kaj bi radi delali v bodoče. Da se da, dokazuje tudi moj včerajšnji obisk na Dolenjskem v Posavju. Ko smo vendarle prišli v neko situacijo, ko se je tudi v očeh kmetov videl, začutil optimizem. In sem bil vesel, hvaležen za ta trenutek včeraj, ko smo vendarle nehali jamrati, pa ugotovili, da se je sezona, letošnja sezona, pri prodaji krompirja, prve sezonske zelenjave in tako naprej, začela mnogo bolje kot marsikatero leto do sedaj.
Seveda na kakšen način? Z odličnim povezovanjem, ne z individualnim nastopom na trgu. Ti naši kmetje so do sedaj prodali že preko 200 ton krompirja, samo iz tega dolenjsko-posavskega območja, uspešno prodajo vso solato, s katero smo se lani ukvarjali celo poletje, jo v bistvu primanjkuje na trgu, zgodne zelje, skratka, sezona se je začela zelo optimistično. In običajno tudi iz časov še, ko sva s kolegom, predsednikom Florjančičem delala na trgu pri kmetih, je bil ta začetek sezone vedno kazatelj leta. In če je bil začetek dober, je bila običajno sezona kar ugodna in dobra. In to je verjetno tisti trenutek, na katerega tudi sam kot aktualni minister, odgovoren za to področje, res zrem z veliko hvaležnostjo oziroma z nekim upanjem, da bo letošnja sezona bistveno drugačna, kot je bila lani, in da končno prebrodimo vse te težave, ki so bile. Naj zaključim tudi sam z mislijo, da so pred nami zagotovo pomembni izzivi. Nova skupna kmetijska politika, oba dva moja predhodnika sta jo omenila. Verjetno smo v tem delu na nekem križišču, kam želimo v naslednjem programskem obdobju, kam želimo ne samo v naslednjem programskem obdobju, v naslednjih letih. In jaz sem že nekajkrat na glas poudaril in tudi danes želim, da neambicioznega strateškega načrta ne želim kot minister podpisati. Kar pa pomeni, da bo verjetno prišlo tudi v novem programskem obdobju pri prerazporejanju sredstev do verjetno nekaterih sprememb. Želimo predvsem podpreti tiste intervencije oziroma pripraviti tiste finančne ukrepe, ki bodo pomagali slovenskemu kmetijstvu k boljši konkurenčnosti, k boljši odpornosti na epidemije, na podnebne spremembe, k boljšemu prenosu znanja, k razvoju znanja, ker to je tisto, kar slovensko kmetijstvo potrebuje. In v tem delu tudi, kot ministri Evropske unije zagovarjamo stališče v teh pogajanjih, verjetno ste tudi vsi zasledili informacijo, da imamo kar nek zastoj v pogajanjih s parlamentom in s komisijo, ker kmetijski ministri zagovarjamo tudi eno pomembno načelo, da je skupna kmetijska politika namenjena ne samo okoljskim in socialnim vidikom, ampak predvsem ekonomskim vidikom evropskega kmetijstva in podeželja kot prostora. In tudi sam kot minister vedno zagovarjam to stališče, ne nazadnje, že tudi kot nekdanji varuh vem, da so razmerja v verigi vse prej kot primerna, so porušena in z tega zornega kota, kot rečeno, tudi na vladi iščemo rešitve in poskušamo zagovarjati to slovensko podeželje. In tudi sam kot minister vedno zavzemam in mislim, da je tudi že predsednik vlade namignil, da sem kar pogosto sogovornik pri teh vprašanjih, pri PKP-jih, pri zakonodaji, ki se pripravlja za to, da bi bilo slovenskemu kmetijstvu lažje. Pa vendarle poudarjam, ne brez vas. Na koncu ste vi tisti, ki se odločate za povezovanje, ki se odločate za oblikovanje verig in za udejanjenje tistega, kar politika pripravi kot prostor za bodočo rast. Želim vam vse dobro na vaši nadaljnji rasti, veselim se novih modelov, procesov, povezovanja, sodelovanja, pa naj bo to v funkciji ministra ali kot kakorkoli že tistega, ki se celo življenje ukvarja s kmetijstvom, od malih nog dalje, se res veselim teh smelih, pomembnih korakov. Želim vam, da ostanete zdravi, močni, vztrajni, trdni sogovorniki, ki veste, kaj želite in predvsem vse dobro še naprej. Srečno. Najlepša hvala, spoštovani gospod minister. Slavnostno odprtje kongresa pa zaključujemo z nagovorom državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Andreja Čuša. Pozdravljeni in dobrodošli na odru. Spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša, spoštovani minister, spoštovani predsednik Zadružne zveze, gospod Florjančič,
spoštovane zadružnice, spoštovani zadružniki in seveda številni eminentni gostje. Moram povedati, da me prav veseli, da seveda tudi situacija v državi se izboljšuje in da se lahko tudi po dolgem času spet videvamo v živo. To je tisto, kar daje našim pogovorom in dialogom tisti pristen stik in seveda tudi neko večjo zavezo in seveda po drugi strani tudi občutek, da delamo skupaj in za pravo stvar. Zato dovolite, da tudi v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na kratko povem nekaj stavkov. Zadružništvo, kot je že bilo povedano, bo v naslednjem letu praznovalo 150-letnico formalnega delovanja, ko se je v Ljutomeru ustanovila prva hranilno-kreditna zadruga v Ljutomeru, kot že povedal. Kljub temu, da sem sam dokaj mlad, pa bom povedal, da se tistih časov po osamosvojitvi in svoje mladosti še kar dobro spomnim zadružništva in delovanja na podeželju, saj nekako, če povem, ena polovica mene prihaja z mesta, spet druga z vasi, z podeželja in moram povedati, da tudi ko mi je moj dedek kupil majhen traktor za igranje v mestu, da sem bil precej popularen. Sam si seveda želim, da bi bilo tako tudi danes in pa v prihodnje. Danes smo ponovno priča razmahu zadružništva, saj se število zadrug v Sloveniji povečuje. Nekje lahko rečemo, če danes gremo proti številki 500 in so vse bolj prisotne tudi v različnih gospodarskih dejavnostih, saj zadružništvo omogoča številne priložnosti tudi na področju energetike, turizma, obnovljivih virov, socialnih storitev in podobno. Zadruge predstavljajo alternativni ekonomski model, ki tudi prekarnim delavcem omogoča združevanje za skupen nastop na trgu, povečuje njihovo konkurenčnost in jim zagotavlja socialno varnost. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mi smo seveda tudi v naši hiši pristojni za socialno ekonomijo, lahko povem, da od 275 registriranih socialnih podjetij je kar 66 takih, ki so registrirana kot zadruga. Ob tem pa bi seveda tudi namignil oziroma napovedal, da pripravljamo konkretno 2 razpisa in sicer za oblikovanje podpornega okolja za socialna podjetja in pa za profesionalizacijo zaposlenih. Prepričan sem, da bodo oblikovani v pravo smer in seveda, da bodo res šli za dobre namene. Drži, da bi lahko v celoti sam tudi govoril zdaj o socialni ekonomiji, ampak kakorkoli gledano, Ministrstvo za gospodarstvo se tudi veliko ukvarja s področjem skladnega regionalnega razvoja. In moram povedati, da absolutno nič nimamo seveda proti tem, da se seveda centri razvijajo tudi pospešeno, ampak zagotovo lahko povem, da tudi želja in intenca Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da ustanovimo in da omogočimo pogoje, enakopravne pogoje za mlade in prihodnje rodove tudi na podeželju. Torej, enak dostop do storitev javne uprave, enak dostop do izobraževanja ter osebnostnega in kariernega napredovanja. Mladi, kolikor se seveda imam časa pogovarjati z njimi, s številnimi sovrstniki, si želijo negovati slovensko podeželje in na njem tudi ostati. Naša naloga pa je, da seveda to tudi omogočimo. V obdobju, ko premagujemo to epidemijo, verjetno smo imeli kar nekaj časa, da je prav vsak lahko razmislil o odnosu človek do človeka, človek do narave in mislim, da moramo bolj ceniti to, kar imamo. Vi, tukaj vsi prisotni in vaši kolegi, kolegice, so pri tem zagotovo vzor in upam, da vam bomo sledili. Ravno včeraj nekako sem bil tudi na otvoritvi Dnevov slovenskega lesarstva in se seznanil z nekimi situacijami, ki jih seveda že poznamo, eno tragedijo, ko izvažamo nepredelan les, ne zdaj več samo v Avstrijo, ampak že na Kitajsko in to je zagotovo en velik razvojni izziv, s katerim se moramo soočiti. Po drugi strani pa tudi seveda, ko se pogovarjamo o odkupnih cenah, so v nekaterih državah boljše, višje kot tukaj. Mi se seveda tega trudimo in treba povedati, da treba strniti vrste, stopiti skupaj in tem izzivom seveda pokazati, da imamo znanje in tudi voljo. Vsi se zavedamo, da bo prihodnost zelena, digitalna, krožna.
Zdaj vse to se sliši lepo in prav, ko gledamo na televiziji ali kaj preberemo, zagotovo pa si želimo tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, da to tudi udejanjimo v praksi. Zato nas veseli uspeh Vlade Republike Slovenije, ki je seveda tudi znotraj načrta za okrevanje in odpornost zagotovila, kar se tiče dela Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 492 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Te bodo šle seveda tudi v veliki meri za področje digitalizacije in za vsebine, o katerih se boste pogovarjali danes. Za zaključek bi citiral bivšega generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Kofija Anana, in sicer: ustanovljena na načelih zasebne pobude, podjetništva in samozaposlitve, podkrepljeno z vrednotami demokracije, enakosti in solidarnosti, lahko zadružno gibanje pomaga utirati pot do bolj pravičnega in vključujočega gospodarstva. Želim vam vse dobro, številne dobre zaključke in se vidimo spet kmalu. Do takrat pa vse najboljše. Hvala. Najlepša hvala za vaš nagovor. Slovensko zadružništvo danes gleda predvsem naprej v prihodnost. Priložnosti povezujejo, motivirajo, burijo kreativni duh, ki je v vseh nas. In kaj človek poln zanosa in pričakovanj še potrebuje? Naša glasbena gostja, Zvezdana Novaković, bi na to vprašanje odgovorila, da potrebujemo povabilo na ples. V kratkem glasbenem predahu nas bo popeljala v dolino Rezije, v kateri še vedno živi naša glasbena tradicija. Čeprav je Rezija danes v Italiji, je bila davno tega pred 500 leti del Slovenije, kar se kaže tudi v tem, da tam poleg naše kulturne dediščine še vedno živi tudi eden najstarejših slovenskih dialektov. Zatem pa nas bo Zvezdana z lastno kompozicijo povabila na ples. Prisluhnimo torej skladbava Lisica in Zaplešiva. Zvezdana, pozdravljeni, dobrodošli na odru. Veselimo se vaše glasbe, ki bo gotovo navdahnila naša srca. Ampak najprej vas povabim na ples. Zapleši z menoj počasi, zazibaj me kot veter ziba krošnje vej, zavrti kot listje v vrtincu, pred rami kot jutro vzame noč iz teme, se zibava v istem ritmu, kot valovi, ki se dvigajo in češejo vode. Skupaj poletiva kot metulj iz cveta na cvet. Zaplešiva, plešiva, 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 zaplešiva, plešiva, plešiva, plešiva. Pa-pa-di-da-di-day, la-da-da-da-da, pa-di-da-di-day, la-da-di-da-di-day, pa-da-da-da-da-da-da-da-day. Zaplešiva, plešiva, zaplešiva, plešiva, zaplešiva, plešiva, plešiva, plešiva,
Lisica fasalawa, lisica fasalawa. La lita la yo le li le lisica fasalawa. Triluta bila yalawa, triluta bila yalawa. La lita la yo le li le triluta bila yalawa. Tu ștertu naseu brăila, tu ștertu naseu brăila. Să zvuconta buciodna wen, să zvuconta buciodna wen. La li la la yo le li le la la le 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 la la. La li la la yo le li le la la le 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 la la. La li la la yo le li le la li la la yo le li le la la yo le li le la li la la yo le li le la li la la yo le li le la li la la yo le li le la la yo le li le la li la la yo le li le da zittira ka falawa da zittira ka falawa yo le li le la la da zittira ka falawa kunna la pa zittira ka kunna la pa zittira yo le li le la la ka kunna la pa zittira da zittira ka falawa da zittira ka falawa yo le li le la la da zittira ka falawa kunna toshna zittira ka kunna toshna zittira yo le li le la la ka kunna toshna zittira. La de da de da de da de di 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 da de di 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 da de da da la da da la da 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 de da de da de da 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 la da 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 la da la da 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 kaguna la pa zittira kaguna la pa zittira le li le la la kaguna la pa zittira da zittira ka falawa da zittira ka falawa yo le li le la la da zittira ka falawa. La li la la yo le li le la li la la yo le li le la la yo le li le la li la la yo le li le la 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 yo le li le la li la la yo le li le la la yo le li le la li la la yo le li le hi. Najlepša hvala Zvezdani za igranje, petje in vriskanje. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, s tem je otvoritvena slovesnost zaključena. Še enkrat iskrena hvala, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, da ste s svojo prisotnostjo počastili našo slovesnost. Spoštovani gostje, opremljeni z dobro glasbeno energijo, pa se podajamo novim korakom naproti in nadaljujemo s strokovnim delom.